Po staroslovenskem verovanju je čas mrzlega dela leta čas, ki mu vlada podzemlje in tudi duše rankih zahajajo na ta svet. Ljudje se že od nekdaj šemijo v različne maske, kjer ima vsaka slovenska pokrajina svoje značilne predstavnike že daleč nazaj v času. Prihajajo pa tudi vedno nove. V maske so se ljudje v to stranstvo napravljali zato, da bi se z duhovi prednikov lahko bolje povezali. Vzpostavili so stik celo tako, da so se v času nošenja drugega jaza lahko duše umrlih kar naselile v njih. S truščem in hrupom so tako v sprevodu ponazorili tako imenovano divjo jago. Nujno je, da za čas pusta nihče ni lačen. Tudi če letina ni bila naklonjena, se je treba za pusta potruditi, da imajo vsi pri hiši dovolj za jesti, tako ljudje kot živali. Saj so pravili, da bi lačen pust napovedal celotno slabo leto. Zelo dobra ubranitev pred vsesplošno škodo pa je seveda hrup. Prav najstarejše pustne oprave imajo zvonce, ki so se prenašali iz roda v rod. V Beli krajini je znan običaj zvonjenja z zvonci okoli hiše, da ne bi bilo kragulja blizu. Po Dolenjskem gredo s koso okoli hiše in po njej tolčejo, v Prekmurju je značilno pokanje z bičem. Kolikor daleč se sliši hrup, tako daleč se bomo ubranili pred škodljivci. V 17. stoletju so se jezuiti izjemno trudili, da bi prepovedali oziroma izkoreninili običaj šemljenja, a jim ni uspelo. V Ljubljani so se fantje še naprej šemili in se oklepali 3 dni neprestanega zganjanja hrupa. Na koncu so se jezuiti udali in dijakom pustili, da imajo svoje pustovanje in da celo uprizarjajo kmečke poroke. Sredi 18. stoletja so maske na prostem povsem prepovedali, le na plesih so se lahko pojavile. Podeželje pa je živelo svoje življenje. Pustovanje s svojimi značilnimi pokrajinskimi maskami, ki odganjajo zimo in kličejo novo plodno leto, so od pokrajine do pokrajine zelo različne. Po Prekmurju hodijo fašenki, ljudje pa organizirajo borovo gostovanje, ki ima svoj izvor v starodavnem običaju kulta Kibele in Atisa. Junaki pustnih dni so koranti s svojim sedežem v Markovcih, ki ga spremljajo orači in pokač ter starodavna rusa. V Istri so najbolj poznani škoromati in škopit. Na Gorenjskem pa so ta čas poznali celo babji mlin, ki jih starih dela mlade ženske in vem, da se ga marsikatera ne bi čisto nič branila. Seveda pa je v tem prepoznati zopet simbolni pomen pomlajevanja in novih začetkov v utripu narave. Ker sem tudi sama iz osrednje Slovenije, naj omenim pomembno dogajanje v naših krajih nekoč. Izpred 150 let imamo poročilo, kako so na kurentov god kurili ogenj oziroma kres in skakali okoli z drogovi z ovito gorečo slamo. Takšen običaj je bil razširjen tudi po zgornje ljubljanski okolici. Za tak kres so se pripravljali že več dni poprej, pri grmadi pa so pomagali tudi otroci. Ponekod so posekali tudi smrečico in jo postavili sredi kresa. Vsi, vključno z otroki, so si pripravili metle in ko so zvečer pusta zažgali, so vtaknili metle v ogenj ter jih vrteli, da so iskre šibale sem ter tja. Iz leta 1900 beremo, kako je bil pustni večer na torek videti prav imenitno s toliko kresovi, ki jih je bilo še več kot za poletni kresni večer. Najbrž jih je gorelo čez 1000. Še danes naredijo kres v Preddvoru, v Tuhinjski dolini in Kamniški okolici, okoli Komende in Domžal. Stari ljudje v teh okoliših pa pravijo, da naj bi se kurilo pravzaprav v čast neki stari ajdovski boginji in da so ji v čast vsako leto tudi zažgali predivo in ga vrgli v zrak. In kakor visoko gre, tako bo zrasel lan. Predivo naj bi kasneje nadomestili z metlami in slamo. Okoli hrušice in kresnic pa pravijo, da z gorečo slamo preganjajo čarovnice. Maškar in obrednih pustnih norčij je cel kup, zato vas vabim, da si preberete razširjen članek na to temo na naši strani svarunica.com.